Žiga Jeglič, ja, očitno vam skandinavski oziroma švedski led dobro dene, tudi danes med najboljšimi na igrišču. Kaj se je pravzaprav, če začneva na začetku tekme, čeprav bi jo vsi radi odmislili, dogajalo? Zakaj je teh temnih 15 minut? Ja, težko je reči, kaj se je tam dogajalo, res slab začetek. Norvežani so bili veliko hitrejši od nas, dobivali so dvoboj 1-1 in mogoče je bilo malo premalo koncentracije z naše strani in zato tudi hitra dva zadetka Norvežanov, ampak mislim, da smo potem nekako pokazali karakter in se vrnili v tekmo, odigrali dve res dobre tretjine, ampak žal nismo zadeli, tako da bo boljši jutri, upam. Običajno pravimo, lepa predstava, pa ni gol, pa ni točk, bolje je najverjetneje malo slabše odigrati pa točke osvajati. Seveda, ja, tukaj smo zato, da osvajamo točke, da dosežemo zastavljene cilje in škoda, ja, bilo je res nekaj lepih potez, kombinacij, strelov, ampak ni šlo noter in kadar je tako, nikoli na koncu tekme pa nisi zadovoljen. Zadovoljen nekako z kombiniranjem, ampak rezultata ni, tako da sigurno je boljše, da bi bil rezultat. Že prek celotnih priprav, vi ste bili lep čas poleg, smo govorili o tem, skoraj da že o neučinkovitosti. Vi ste napadalec, eden najboljših, najbolj učinkovitih. Lahko govorimo, nas je lahko strah te neučinkovitosti? Mislim, da ni dobro, če govorimo o neučinkovitosti, kajti če ti to pride v glavo, je samo še slabše. Treba je iti v tekmo samozavestno, vedeti, da lahko zadanemo, da smo sposobni tega in nekako skozi tudi dobro obrambo, ki te nafila s samozavestjo, dosež zadetke v napadalni tretjini. Tako da mislim, da ni pametno sploh govoriti o neučinkovitosti, kajti samo še bolj se zafrustriraš in pol ne gre. Če se le da, ne bomo več govorili o tem, ampak če pogledamo naprej, Belorusija, znova težek nasprotnik, sicer pa vedeli smo vseh 7 zelo, zelo zahtevnih. Ja, vseh 7 je zelo težkih tekmecev in Belorusi se ne bojo verjetno hoteli maščevati za tisti poraz v Vojnsu. Mi bomo šli v tekmo zelo trdo, moramo iti v tekmo zelo trdo in zelo skoncentrirano, predvsem od začetka in samo tako bomo lahko Belorusim parirali in jih tudi premagali, tako kot na Danskem. Verjamemo v to. Srečno. Hvala.